Pozdravljeni! Danes bomo pa govorili o notranjem otroku. Vsi ga imamo, nekateri bolj zapakiranega, nekateri bolj izraženega, ampak vsi ga imamo. Danes sem bila gostja v oddaji Jutro na Planet TV-ju in je bilo tako zanimivo. Prva gostja je razlagala prav o tem notranjem otroku in o tem, kako otroci svoja čustva izražajo potom igre. Potem naprej je bila tema o fraktalni risbi in spet čiščenje podzavesti in na kar sem jaz govorila o moji zadnji knjigi, ko imajo moški hormoni žur. No, v glavnem, v vsakem primeru se gre okrog podzavesti in prav ta notranji otrok je povezan pač z našo podzavestjo. Zdaj bomo pa preko kart pogledali, kaj si želi vaš notranji otrok, pač ta vaša notranja svetloba. Glejte, v Svetem pismu piše, Jezus je rekel, nebeško kraljestvo pripada otrokom, nekaj takega, ne me držati za besedo, ampak na ta način, blagor tistim, ki so otroški v duši, nekaj takega. Kako biti otroški v duši, se pravi nepokvarjen, nepreračunljiv, ne? Otroška duša, teh je nebeško kraljestvo, kdor ima to otroško dušo. Zdaj, tisti, ki poznate točno citat, se boste zdaj smejali, ampak na koncu ni pomembno, sporočilo je pomembno, ne? Kako v bistvu dovolj, da ta naš notranji otrok zaživi, ampak še vedno živimo v odraslem svetu. Kako kompenzirati to? Pojdimo preko kart prehodu v novo dobo. Naj vam povem, karte prehodu v novo dobo počasi grejo h koncu. Tako da tisti, ki vas kličejo, da si jih boste naročili, mogoče je zdaj še čas. V letošnjem letu jih bo sigurno zmanjkalo in ponatisa ne bom delala. Tako da v glavnem prehodu v novo dobo, da vidimo 3 sporočila, kaj potrebuje vaš notranji otrok. Drugo sporočilo in tretje, 3 karte, da vidimo. Bitje svetlobe. Ti, ki tole poslušaš, se moraš zavedati, da si ti bitje svetlobe in da si ti, ki tole poslušaš, nosilec luči in sprememb na zemljo. Dovoli, da skozi tebe teče božanska svetloba. Zdaj pa kako dovolj, da teče ta božanska svetloba skozi nas? Glejte, če vam pokažem iz knjige Ko imajo duše žur, ta notranji, spodnji del naše duše in zgornji del naše duše. V glavnem, notranji del naše duše oziroma spodnji del je obremenjen s karmo. In ta karma pomeni, da ima vsak izmed nas kar nekaj stvari za predelati v svojem življenju, kar nekaj stvari za počistiti in to je tole, lejte, to je na strani 256. Se pravi, ta del je obremenjen s temi zapisi, kar moramo predelati v tem življenju. To, kar vlečemo s seboj iz preteklih življenj in to so lekcije naše duše. Tukaj gor so pa zapisi vseh dobrih del. Zdaj pa kako to dol potegniti? V glavnem ne gre se toliko za dol potegniti, kot gre se za ozaveščanje svojih ran. Zdaj pa tukaj pa zanimivo. Te naše rane so povezane tudi s preteklimi življenji, zgodnjim otroštvom, z vzgojo in v kar jaz verjamem je to, da se mi kot starši izberemo, ne mi kot starši, mi kot otroci izberemo družino, kjer bomo dobili točno tisto lekcijo, ki jo potrebujemo, da bomo lahko kot duše napredovali. Se pravi, če ste vi dobili v vašem življenju, v tem življenju starše, ki so vas kritizirali, ki niso podpirali vaše ustvarjalne poti, ki so vas zastirali, točno to potrebujete, da ste dejansko vi prišli do tega, da ste zgradili svojo samopodobo. Pač vsi rabimo neke lekcije. To, kar ropota, tukaj vam pokažem, kdo je krivec za to, da vse skupaj ropota, to je naša Lili. Tako da, v glavnem, igra se s flomastri. V glavnem, gre se za to, da najdemo v sebi ta občutek tudi notranje igre. Bitje svetlobe. Bitje svetlobe, ki ste vi, morate se zavedati, da vsaka izkušnja je pravilna v vašem življenju. Vsak odnos je pravilen in vsak odnos vas nekaj uči.
No, to je ta prvo sporočilo. Na svetu si zato, da svetiš z ljubeznijo. Zdaj pa kako v sebi najdati več ljubezni, ker dokler imamo v sebi to prepričanje, da nismo dovolj, da se mogoče primerjamo z nekom, da nekomu, ali pa da recimo imamo občutek, da se ne smemo pokazati. Zdaj vam pa povem še nekaj, kaj se meni ta teden sanjalo. Sanjalo se mi je, da smo imeli neko predavanje in da je predavatelj predaval v francoščini. In tako nisem popolnoma nič razumela. In na kar so prišli neki požigalci in da smo bežali pred tem, da bo nekdo požigal. In ko sem preverjala z mišičnim testom, sem dejansko ozavestila, da predelujem čas francoske revolucije in dejansko imam v svoji podzavesti oziroma sem imela program Strah me je, da mi zažgejo dom, strah me je požarov, strah me je preganjanja in ne nazadnje moj program, preverite tudi vi, če ga imate, strah me je se izpostaviti, ker to pomeni, da bom izgubila družino. Tako, kako neverjetni programi, a ne? In na nek način se potem moraš skrivati. In zdaj mogoče pomislite, a ne, kako Minka imaš lahko ta program. Ja, lejte, vsi ga imamo. Enega, drugega, tretjega. No in potem so pa naprej še z mojo hčerko predelovali ene programe iz preteklih življenj, ki so povezani dejansko s časom Kristusa. Jaz sem v enih sanjah, ogromno preko sanj predelujem tudi preteklih življenj, v enih sanjah videla, da je bila v bistvu tako podivjana množica, lahko bi, nisem bila še nikdar v Jeruzalemu, ampak izgledalo je tako pač kot nek bližnji vzhod. Zavita sem bila v neke črne cunje in me je bilo strah te podivjane množice. In danes sva z mojo hčerko ozavestili, da dejansko mi je podivjana množica iztrgala iz roke mojega otroka in to je tam duša tega mojega otroka. Pač tako neverjetno, strah, da bom izgubila otroka. In to že celo življenje vlečem sabo ta strah, da bom izgubila otroke in sem mislila, da sem že vse plasti tega strahu počistila, pa vidim, da je bilo še nekaj za počistiti. Pač, in to, zakaj vam to razlagam? Razlagam vam to zaradi tega, ker je v tej bombici spodnji, se pravi, to je več kot aura, to je markaba, se to imenuje, v tem polju imamo zapis tega, kar moramo predelati. Se pravi, v vseh smerih časa in prostora se to skupaj sestavlja v neko DNK duše in ta DNK duše, to je energijski zapis, ki potem se odtisne na fizični nivo. No, zdaj pa če gledamo, dajte, skoraj vsak človek ima neko fizično težavo. Imate mogoče težave, da vam vedno znova zašteka vrat, pomeni, da lahko predelujete iz nekega življenja davljenje ali pa ste naredili samomor. In ste veseli, imate vedno najšibkejši člen pač tukaj na predelu vratu. Lahko se vam dogaja, da imate, ne vem, recimo, jeszcze zase gledam, vse poškodbe, ki sem jih kadarkoli imela, sem jih imela vedno na desni nogi. In desna noga je povezana z moško stranjo, moško platjo, z moškimi in druga stvar povezana seveda s spolno čakro. In težave s kolenom, težave z zvito nogo, pa še enkrat težave z zvito nogo, pa kot 4-letni otrok nesreča preko desne noge, letalsko krilo mi je padlo čez desno nogo. Pa si rečete, kako je to možno, da ti pade letalsko krilo čez desno nogo? Glejte, v glavnem, v času druge svetovne vojne je tam nekje v okolici eno letalo padlo dol, tam, kjer sem se rodila v Sevški dolini, in so pač ljudje pospravili stvari za vsak slučaj, saj veste, čez 7 let vse prav pride. No, preteklo je parkrat 7 let in šara se je nabirala na podstrešju. No in midva z bratom sva enkrat pač ušla iz travnika in sva šla na podstrešje in moj brat je bil 1 leto starejši od mene in je rekel meni, ko sem bila stara 4 leta, on pa 5 let, da bo on odmaknil to letalsko krilo, da bova pogledala, kaj je zadaj. In jaz sem bila pa majhna in me je postavil pač stran. No, se trudi in v tistem, ko sem videla, kako se trudi in ne more premakati, jaz skočim k njemu, da mu bom pomagala in krilo se je prevrnilo meni čez nogo.
In v bistvu on me je takrat rešil. Dejansko, če mi ne bi, jaz se spomnim stopnic in krvave potke moje krvi za nama, dejansko mi je na rano pritiskal pleničko in sva oba dva jokala, kot bi dejansko se res nekaj groznega zgodilo. V glavnem in mi je dobesedno rešil življenje. Tako, a ne, zanimivo. Vse preko desne noge, se pravi, vsak ima nekaj za predelati. Zdaj pa zakaj je moja desna noga vedno obremenjena? Zato, ker iz enega drugega življenja predelujem, recimo, da sem predelala, v glavnem lov mi je raztrgal desno nogo. Pač, a ne, kako je zanimivo, vedno imaš nekje najšibkejši člen. Zdaj pa tisti, ki imate recimo težave s sladkorno boleznijo, ali pa bolečine s srcem, ali pa vas boli vedno tukaj od zadaj, mogoče predelujete iz nekega drugega življenja nož v hrbet, strani nekoga. Ne? Vse te zadeve so preko energijskega dela, se vam nekje odtisnejo. No in naslednje sporočilo za vas, ki je čas, da naredite nekaj glede notranjega otroka in svoje radosti, je pa povezano tudi z energijo obilja, energijo bogastva. Zdaj tukaj prišla je sicer prav karta bogastvo, ampak bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Dajmo tukaj raje govoriti o obilju. Obilje je recimo za mene ena taka beseda, ali pa beseda, ki kaže na to, da zaznamo, da je vsega dovolj. In druga stvar, dovolj je tudi informacije in si dovolj, da stopimo iz svoje škatlice in se pokažemo. Se pravi, s tem obilje prinašamo svetu. S svojim talentom lahko obogatimo svet. Svojo notranjo srečo, ta notranji otrok, lahko dodamo vrednost svetu. Jaz sem prepričana, da ima vsak kakšno sporočilo in da s nekim prispevkom lahko obogati svet okrog sebe. In naslednje sporočilo je pa prišlo, pripadnost. Ti, ki tole poslušaš, ti si bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. Se pravi, dvakrat je prišlo sporočilo, ti si bitje svetlobe, delaj v dobrobit vseh. Uporabi svoj talent, da obogatiš svet. No, zdaj pa gremo na Oshotove karte. Se pravi, kako pomagati, da se vaš notranji otrok izrazi, zdaj bomo pa dali drugače vprašanje, in obogati svet okrog vas. Kaj je ta trenutek pomembno, da ozavestite? Se pravi, pomoč pri tem, da se vaš notranji otrok izrazi in imate občutek, da res nekaj dodajate. Da vidimo. 5 sporočil, opuščanje, opuščanje boja. Se pravi, nehajte se oklepati nečesa, kar vam predstavlja notranji boj. Opuščanje tega. Karkoli je to. Zdaj lahko je notranji boj povezan z nekim programom, da vas je strah se pokazati. Lahko je notranji boj pokazan z nekimi okviri, ki jih določa družba, kaj bi morali, kako bi morali in kako mogoče nekdo drug projicira svojo vizijo vas na vas, ne, kako bi vi mogli se pokazati. Ne vem, vam povem en primer. Ko sem jaz v drugi knjigi, ko ima Življenje žur pisala tudi o moji družini, je dejansko bilo tako, prvi stavek, ki sem ga potem slišala od moje mame, je bilo, da sem osramotila družino. Zdaj, veste, zanimivo je, da vsak lahko reče, joj ne, pri nas imamo pa samo še celofan okrog pa mašnico, pri nas je pa vse idealno. V kar verjamem je to, da družina bolj kot se trudi naven pokazati, kako je in sploh, več ima pod preprogo. In dejansko je čas, da tudi tisto, kar je pod preprogo, imate mogoče neke projekcije drugih ljudi, da jih enostavno odpustite, spustite in da začnete se spraševati, kaj vam predstavlja vaša radost. Ali pa kaj je tista vaša radost, ki sveti. To je v bistvu najbolj pomemben za moje pojme. Takrat, ko si v tej notranji radosti, takrat lahko dodaš vrednost svetu.
V nasprotnem primeru lahko samo jemlješ. Kaj meni veča mojo radost? No, potem je prišla karta ljubimca. Tukaj ne govorimo toliko postati ljubimec z nekom, zaradi tega, ker to bo obogatilo moj svet. Ampak gre se za to, da sprejmemo ta notranji odnos s svojim notranjim otrokom. V moji zadnji knjigi, ko imajo moški hormoni žur, tukaj noter govorim tudi o tem, kako greste pozdraviti korenine družinskega debla. In da sploh moja generacija ozavestite rane, ki ste jih doživeli v prvih 3 letih življenja, takrat, ko se sploh še ne zavedamo sveta. Ker glejte, če ste vzgajani bili tako kot recimo jaz, odraščala sem na kmetiji in pač majhne otroke so nekoč dali spat, potem so jih pa puščali ure in ure jokati, zaradi tega pač češ naj se širijo pljuča. In zdaj je dokazano, da kdor je ure in ure jokal sam in zapuščen, nihče ga ni nahranil, nihče previl, nihče ga ni potolažil, razvije enako stopnjo psihične tesnobe kot nekdo, ki je zrel za psihiatrično bolnico. Si lahko to predstavljate? In to se zareže v dušo. Ta notranji otrok ima občutek, da zanj ni nikdar poskrbljeno. In ta vaš notranji otrok čaka, da ga vi vzamete v naročje in da ga vi popestujete in da mu vi poveste, da je dobrodošel in ljubljen in tako naprej. In v glavnem v tej knjigi boste najdali, ko imajo moški hormoni žur, boste najdali meditacijo za čiščenje spominov zgodnjega otroštva. No, potem gremo naprej, se pravi, odnos s sabo, sebe objeti. No, naslednje sporočilo je, ste na začetku nekega novega potovanja. Se pravi, pred vami je novo obdobje in dovolite, da se to novo obdobje izrazi. Karta je sicer norec, ampak to pomeni človek, ki je na začetku novega potovanja, ki je lahko brezskrben, ki lahko gre naprej brez obremenitev tega, kar ga veže. Zdaj pa kaj nas pa veže? Pretekla življenja. Jaz sem res prepričana v to, da te spomini duše so tako močno zarezani v našo dušo, da jih je enostavno treba ozavestiti. Čeprav je v Sloveniji še vedno tabu ta del pretekla življenja, to je tako, to obstaja. Tako kot recimo danes voditelj, smo začeli govoriti o moških hormonih, pa reče, a ni to nekaj, kar imate ženske? Približno na istem smo s preteklimi življenji. A ni to nekaj, kar obstaja samo na vzhodu? Budisti imajo menda to, pa v hinduizmu to obstaja, pa lahko se rodiš v naslednjem življenju kot žaba. To je čista bedarija, veste. Jaz verjamem, da duša kot duša je neumrljiva, je večna in da dejansko pride v to življenje, izkusi določene izkušnje in gre potem naprej. Da v bistvu telo je samo školjka, samo oklep naše duše. In zanimivo je, ko umremo, dejansko fizično telo, mislim, da je za 20 gramov lažje. Dejansko, ko duša odide naprej. Tako da, dajte pogledati v pretekla življenja. No, zdaj mogoče pomislite, kako ne pa pogledamo v pretekla življenja kar tako. Jaz ne priporočam, da hodite od regresije do regresije in da se sprehajate po preteklih življenjih. Ampak začnite brati, vzemite kakšno knjigo v roke. Seveda, jaz vam priporočam, vzemite, ne vem, mogoče mojo knjigo, ko imajo duše žur, da začnete sploh razmišljati o tej širši sliki. Vzemite v roke Potovanje duš, Usoda duš. Vzemite v roke Neskončna modrost akaških zapisov. Pač začnite raziskovati ta del, ki je majhen širši. Celestinska prerokba, ne nazadnje. Pač najdali boste kup knjig, ki govorijo o tem, da verjetno smo nekaj več, kot se samo zdi. Pa ne nazadnje, Anastazija, cela zbirka Anastazija govori o tem, kako smo v bistvu samo na potovanju. No in naslednja karta pa je vaš razcvet. In vaš razcvet se začne vedno od znotraj. Vaš notranji razcvet gre potem naprej v svet. In tisto, kar vas pokliče,
kar verjamem, je ta intuicija, se pravi vodstvo naše duše, in to vodstvo naše duše nas usmerja, nekaj te pokliče, nekaj dvigneš, nekaj pogledaš, nekaj vidiš napis, neko sporočilo, mogoče neke številke, ki ti kar skačejo v glavo. Razišči, kaj ti hoče duhovni svet sporočiti, kaj je tisto, kamor te vodi na tvoja duša. Pa če verjamemo to, da tvoja duša te vedno pelje po pravih poteh. Glede, par dni nazaj sem praznovala 30 let, odkar sem začela sodelovati s podjetjem Neolife. 30 let z enim in istim podjetjem. To je to podjetje, kjer prodajam tudi prehranska dopolnila. In to je bila moja stopnička, zdravljenje mojega fizičnega telesa in razumevanje fizičnega telesa, ker sem imela ogromno šolan v tej smeri, da sem razumela fizično telo. In ko sem občutila, da je to premalo za mene, me je začela zanimati duhovna literatura. Ne vem, začela sem z Louise Hay, začela brati, delati vaje in tako naprej. Pač to je bila moja pot učenja in dejansko, ne vem, ena od knjig, ki mi je prišla pod roke, je knjiga Zdravilni kodeks. Šla sem v knjigarno in dobesedno me je poklicala in to je bila naslednja stopnička, kjer sem dejansko prišla do znanja o podzavesti, o vzorcih in kako se v bistvu lahko določeni programi prenašajo izpred par generacij, ki jih vlečemo za seboj. In to je bilo 8-9 let nazaj. In potem, ja, seveda me je potem naprej peljala. Poglejte, kako me je peljala pot. Ko sem napisala prvo knjigo, Ko imajo hormoni žur, moja prijateljica Tatjana reče: a veš kaj, zdaj je pa dovolj tega, da si samo za 4 stenami, čas je, da greš med ljudi. Daj se prijav na 500 podjetnic. In jaz grem na tisti seminar 500 podjetnic in meni je bilo tam preveč ljudi naenkrat, pač preveč vsega. In se umaknem med odmorom za en šank, samoten šank, pač umaknila sem se in tam pijem kavo in ena druga duša, ravno tako je bilo preveč vsega. In s to dušo začneva klepetati, Maja. Z Majo sva se naprej povezali in me predstavlja ljudi, s katerimi smo pripeljali Pranic Healing v Slovenijo in preko katerih sem se naučila energijskega zdravljenja. Pomislite, naključje, a ne? Tisto osebo srečaš, te pripelje naprej, prideš do znanja, enostavno te pelje tvoja duša in včasih rabiš prijatelje, da ti rečejo: pa zdaj pa že čas, da nekaj narediš. Pač včasih rabiš malo pospeška, ker se mogoče sam ne slišiš dovolj. No, in gremo še na ta tretje karte, to je pa Zlati Zen tarot. Za vse tiste, ki imate slabo mnenje o tarot kartah, glejte, to je vaš predznak. Nič ni slabo, nič ni dobro, ampak je vaš predznak. Tako, tudi tisti, ki razmišljate, ali pa verjamete, da število 666 predstavlja, ne vem, hudiča, to je vaše prepričanje. In če to verjamete, to je slabo, verjemite mi. Vsakič, ko vidite 6, pač tako deluje, ne? Zame 666 predstavlja sporočilo angelov, zate je poskrbljeno tudi na materialni ravni. Vaše prepričanje. No, pojmo še na to. Da vidimo. Za vse tiste, ki ste se odločili, da pozdravite svojega notranjega otroka in da zaživite skozi svoje življenjsko poslanstvo. Da vidimo. 5 sporočil. Spet ste na začetku potovanja. Spet je tukaj norec na začetku potovanja in nič ne morete spremeniti. Obešenec. Se pravi, sta 2 sporočili prvič tako. Tukaj ste in zdaj je čas, da greste naprej. No, in potem staro umira. Prišla je karta smrti. To ni slaba karta, ampak samo staro se zaključuje. Ena stvar bo umrla. Tisti, ki vas je strah smrti, pejte počistiti. Kaj pa če umrem? Pa se nihče ne gre živ z tega sveta, ali kako? Pač vsi umremo, vsi gremo naprej. Ampak strah pred smrtjo je najhujši strah, takoj za strahom pred smrtjo je pa strah pred javnim nastopanjem.
No, kar sem jaz prišla do zaključka, ta strah pred javnim nastopanjem je pa povezan tudi strah pred izpostavljanjem, ker izpostavljanje lahko pomeni smrt. In je spet, se pravi, nekaj mora umreti. In to, kar se zaključuje, je povezano s tem, da ste že na nek način odposlali željo in je zdaj čas, da nekaj pride tudi nazaj. In tukaj je prišla naslednja paž mečev, se pravi, nove ideje, novi projekti, novi prebliski. Ja, mogoče se še učite določenih veščin, jih boste osvojili, boste dobili prave ljudi, prave povezave, dovolite, da vas vodi vaša duša. In verjamemo to, da ste točno tam, kjer morate biti, in ko je čas, pravi ljudje pridejo v vaše življenje. Tako da dovolite, da se zgodi, karkoli se bo zgodilo, zato ker točno tako je prav, ker vas vodi vaša duša. Tako da uživajte in dovolite si biti včasih tudi majčkeno otročji. Pač, to je tako dobro. Saj meni, v mojem življenju je tako, res je to dobro. Biti igriv od znotraj. Dovolj se izražati, ne? Glejte, vsej odraslih je dovolj. Dovoli sebi, da ta notranji otrok zaživi. No, uživajte.